v Loži je moja samostojna razstava, kjer se predstavljam predvsem z popravljenimi predmeti, v bistvu samo popravljeni predmeti. Naslov je Popravljam ali opazujem. Mislim, naslov mi je bil v bistvu, preveč mi je očiten bil, ne. In potem malo sem hotel to res pretvoriti v bistvu, da se naslovi bolj na gledalca, ne. Da je gledalec ta, ki se uporablja ali opazuje, že ko vstopi v razstavo preko vseh teh ogledal. Prvo ogledalo, ki ga pozdravi, je to vzvratno ogledalce od motorja, kar mi je tako fajn mi je padlo glede na Koper in Tomos in vso to zgodovino, da te prvo pozdravi vzvratno ogledalce motorja, ki lahko asociira na to. Ko greš potem naprej, te pozdravi naslednje ogledalo, ki je že bilo v prostoru in je precej se vidiš cel noter, in pod tem velikim ogledalom je postavljen na taki pravilni razdalji popravljen pas, ki je pridobil jajca in tako spominja potem na velik črn penis, in to je bil nekako tak ironičen ali pa kaj jaz vem, ne, malo izzivalen odgovor na ksenofobijo, a ga boš še hejtal, če ga imaš, ne. Ta igra ogledal me je zanimala v tem predprostoru, ker tudi zaradi tega gledala, ki je že tam bilo, sem potem tja namenil samo dela z ogledali, tako ko greš naprej, še malo gor po stopnicah, in zadnje ogledalo je pa razbito vzvratno ogledalo avtomobila, je pa nekako ta Luka Koper, ne, mogoče, kjer se avti nalagajo na ladje in je treba paziti, da se ne razbijajo vzvratna ogledalca. To vzvratno ogledalce je dobilo mesto na obrazu nekega telebajska, recimo, ne. Fajn mi je bilo, da se vklopi v lokalno realnost, ne. Vsaka razstava se mi zdi, da je dobro, da sobiva s prostorom, v katerem nastane. In to se mi zdi, da preko teh ogledal je kar uspelo, no, tako nek tak uvod. Potem pa naslednje delo, mislim, v naslednjem prostoru je triptih, pribor za nov evropski standard, in naslov je pomenljiv v smislu, ker je pribor res tako neviden skoraj v teh. Pribor se zgubi v obliki, v bistvu tej pretirani obliki ročaja, ne, vsakega. Tako malo sem se hecal na to. Istočasno več ljudi lahko težko drži v roki žlico, ne. Zaradi tega se potem tudi triptih imenuje pribor za nov evropski standard. Tako nekako se nadaljuje potem tudi v zadnjem prostoru. Se poigravam v bistvu s tem muzejskim prostorom, kjer je vse tako škatlično, ne, s temi kubusi. Tukaj smo uporabili kubusi iz pleksiglasa, ki so jih že imeli v galeriji, in na to temo nekako sem se potem poigraval, ne, da predmeti, ki naj bi bili na ogled, ne, recimo, večinoma so na kubusih, neke skodelice, neke keramike. Predmeti se ne ozirajo na to, da so v muzeju mogoče, ne. Imajo svojo pot, ki jih pelje v smeri trga, ne, glavnega trga, ki je pred galerijo. Malo tako, ko neka vstaja, ne, te predmeti se sprehodijo čez kubuse in nekateri kubusi jih celo ulovijo, ne. Malo sem se poigral s temi
transparencami tudi kubusov. In v bistvu te kubusi so mogoče kot neka institucionalna ovira, ki včasih je niti ne vidiš, pa te ulovi, pa ne moreš skozi njo, včasih se ob njo nasloniš in si jo počiješ, včasih pa jo moraš ful neki se namatrati zato, da greš čez njo. In tako se mi zdi, da vsi te predmeti delajo nek pohod proti trgu, v katerega pa zelo verjetno ne bojo mogli nikoli vstopiti. Všeč mi je videti res te predmete kot neka živa bitja, mogoče, pa ne vem. Mislim, Common Object je že dobil svoje mesto v galeriji že dolgo časa nazaj in ni pač poanta v tem, da zdaj nek navaden predmet postane skulptura, kolikor je ta njegova samosvojost, ne. To, da pač nek predmet mogoče ne bi niti rad bil tam, ne bi rad bil v galeriji, ampak bi rad samo nekjer se razvil v neko svojo smer. To mi je zanimivo, da v bistvu iskati te različne, mislim, ta funkcionalnost v bistvu je prišla najbrž iz funkcionalnosti, sem se po mojem tako zares prvič srečal skozi gledališče, ne, skozi lutkovno gledališče, kjer res vsak predmet ima svojo vlogo. Pač v mojem delu je lih nasprotno najbrž, no, ali pa pač stvari lahko nimajo vloge, oziroma bolj, ko je ta vloga meglena, bolj so zanimive najbrž, ne. In potem te dve stvari so se nekako ujele skupaj. V bistvu teh predmetov je res nek skrit protagonizem, potlačen protagonizem teh predmetov, ki se nekako uprejo temu, da so navadni predmeti, hkrati pa tudi uprejo temu, da bi bili skulpture, ker še vedno iščejo neko funkcionalnost v svetu, ampak si jo razlagajo mogoče na nek drug način, ki ga svet ne razume. Všeč mi je ta misel, da recimo nekdo, ki še ni videl žlice, popravi žlico, ne, pač sploh si zamisli, da je žlica lahko zlomljena, pa kaj to sploh pomeni, ne, da pač je nek predmet nepopoln. Popravljanje kot neko konstantno vračanje k formi, ki naj bi bila perfektna na neki stopni in se je potem nekaj zgodilo, da ni več, nek manko se je nastal na poti. To se mi zdi tako, odpira polno možnosti, ne, odpira polno možnosti razvoja, tako konceptualno kot povsem estetske narave tudi, ne. Mislim, nekateri predmeti so čisto estetski, za reči. Funkcija ponavadi ostaja, ne, na tak ali drugačen način v bistvu ugotoviš, da je vse je funkcionalno, ne moreš uiti v bistvu, ne moreš zbežati funkciji. Na nek način si vpet v njo, kot pač neke marionete, ne, ali pa ne vem. Tudi kleščeke razvijajo neko protuberanco, še vedno jih lahko uporabljaš vsaj za brskanje po nosu, ali ne vem. Vse najde še vedno nek smisel. To, da smisel ni očiten, mogoče je to, kar dela potem predmet zanimiv ali pa enigmatičen na nek način. Ampak iskanje smisla je pač ta konstanta, ki si jo vedno povsod zadajamo, ne, mislim, pač to je potem najbrž ta eksistencialna nota, ki je vedno prisotna v mojem delu, tako ali drugače. Meni se zdi, da sem ful otrok nekih risank in animacije in nekih teh svetov, ki pač vse poživijo, vsak predmet, ne, neke švankmajerije, ne, za reči. Res te švankmajerije so mi vedno bile blizu, ne, že od malih nog, po mojem. Vsak predmet lahko ima različne funkcije, vse je lahko orožje, vse je lahko darilo, ne. In res odvisno pač od posameznika, kako uporabi karkoli, ne. V
v osnovi sem slikar še vedno, ne. Mislim, vsi te predmeti izhajajo iz mojega slikarskega opusa, recimo, ali pa pač moje slikarske domišljije najbrž. Zdi se mi tako, pač vedno tudi že v slikarstvu sem se ukvarjal s fokusiranjem na neke stvari, ki potem te peljejo skozi detajle, poveš zgodbo oziroma zapelješ gledalca v neko naracijo. Tu so te detalji v bistvu izvzeti iz slike in analizirani. V bistvu vsak predmet je analiza. Tudi ti predmeti, ki so mogoče končni izdelki, dostikrat nastanejo vzporedno z študijo, risbami in slikami teh istih predmetov. Dosti delam na variacijah, ne. Mislim, ene klešče lahko popraviš na 1000 načinov, nešteto načinov. In kot da bi nek darvinizem v meni tlel to, da bi rad vse te načine nekam zabeležil, ne. Tudi če potem, mislim, je obviously nemogoče, ampak ne vem, mogoče je to nek tak drive pač tudi, da zasleduješ nekaj nemogočega, ne. Kar te predmeti predstavljajo v svoji osnovi, tak primordialen upor, ne, tak živalski upor proti nekim konvencijam oziroma njihovim ustaljenim potem. Že v slikarstvu ni merila, ne, nekako se zgubi merilo. Mislim, velike stvari so lahko naslikaš miniaturno in obratno. To se mi zdi zanimivo potem prenesti tudi v kiparstvo, ne. Predmeti imajo neko svojo mero, ne. Klešče so toliko velike, kozarci toliko velik, čala so toliko velika, stepalec jajc je toliko velik. Neke mere so, od katerih se ne da odstopati, ampak popravljenosti pa potem lahko tista, v kateri totalno pretiravaš, ker se ne zavedaš, ne, da ta predmet, ki se konča tam ali se konča dosti nekje, pač ful nekje drugje. Vsak predmet je najbrž svet zase, ne. Kljub temu, da sigurno je neka rdeča nit med njimi, ker so vsi malo podobni, ne. Kot da bi svet bil prenasičen z detajli, ne. Kot da je realnost prenasičena z detajli, kot da pač tudi največje stvari so še vedno detajl, če jih pogledaš dovolj daleč. To me tako pač, to, ne, scaling, ne, da pač nekaj, kar je za mene majhno, je za neko mravljo ogromno. In to je spet najbrž neka psihologija tega antiprotagonizma mogoče, ali ne vem, kako bi temu rekel. To, da pač velikost ne šteje. Smo v džungli, ampak včasih močnejši zgubijo. Mogoče je to neko sporočilo teh predmetov konec koncev, da včasih so zelo velike stvari, zelo šibke in spet drugič zelo majhni predmeti znajo biti zelo ostri in zelo nevarni, ne. Pač mera ni pomembna najbrž, ali ne vem. Recimo v temu dokumentarcu Monster Road Brucea Bickforda je on, ki govori o tem, kako je cel čas, ko je bil majhen, gledal od daleč s hriba ljudi in si predstavljal, kako so majhni, kako se z njimi igra. In potem je pač postal animator, ne, zaradi tega je začel delati filmčke in se igrati zares z majhnimi ljudmi. Tako nekako najbrž sem tudi jaz ponotranil nekako to igro izven konteksta nekih meril. Pač, če je nek predmet majhen, ga moraš popraviti na tak način, da ostane majhen. Pač ne, lahko ga popraviš, kakor hočeš. Ta največji predmet, ta dvonožni velikan z železnimi jajci, je nekako voditelj celega tega krdela predmetov, ki mu sledi. Ampak sam v bistvu še vedno sledi manjšemu predmetu, ki mu pa ponuja jajce, ne, za ga stepst. Tako da v bistvu je nekako tudi to, pač vsaka revolucija se konča s trebuhom za kruhom nekako najbrž.
Pohno stvari je zelo sovpadlo. To se mi zdi res pač fajn, da razstava diha v prostoru, v katerem je postavljena in da se pač vse premisli, ne? Tudi če nimaš časa dostikrat. V tem primeru sem ga imel, ne? Ker je bila razstava pač že 1 leto prej, so jo zamislili si. Ampak je bilo pa zelo striktno to, ne? Da pač oni hočejo popravljene predmete, ne? Sicer potem vmes so se zgodili trenutki, kjer smo brainstormali in lahko bi bilo karkoli, ampak sem se potem tudi jaz sam tako nekako odločil, da je prav, da jim posvetim po mojem neko samostojno razstavo samo predmetom, tako golim, prav, da pač dobijo to noto pomembnosti, vsaj enkrat, recimo, ne. Vsi ti predmeti na razstavi so nastajali najbrž v zadnjih 3 letih, ampak še vedno, ne, se mi zdi, da se je tako vrnila neka taka, na nek način sem se vrnil malo so povezani s prvimi predmeti, ki sem jih delal, že najbrž leta 2012, ko so bili pa bolj tako tudi spet pač popravljeni predmeti, ampak takrat jih nisem tako imenoval, najbrž so dobili lih tako neke take oblike.